Slovenija se stara, rodnost pada, prebivalstvo se krči. Lani se je rodilo najmanj otrok v zadnjih 100 letih. Mladi se zanje odločajo vse kasneje ali pa sploh ne. Hkrati živimo vse dlje, starejših je vse več. Kako in zakaj smo torej od povojnih baby boom generacij v nekaj desetletjih prišli do demografske zime? Kje so razlogi, kaj to pomeni za življenjski standard, trg dela, javne izdatke, za prihodnost družbe in države? Devetčlanska družina Jakše. Imeti veliko družino, pripoveduje Tina Jakše, je bila njena želja že od nekdaj. Jaz, ko sem bila otrok, sem zelo velikokrat govorila, da bom imela 7 otrok. So pa tle okrog nas skozi bile velike družine, tako da mi je bilo to nekaj domačega. Njen soprog takšnih načrtov sprva ni imel. Jaz izhajam iz družine, kjer so pač 2 otroka in skozi zakonsko podstino sem počasi tudi jaz spremenil pogled na vse skupaj. Tako da, ja, z vsakim naslednjim otrokom je bila tako, se pač porodila želja po še. Tako da, ko sva imela prva 2 otroka, sva pol kar rekla, ja, pa bi mogoče enega in pol je šlo tako naprej. No. V bistvu vedno sva začutila, da nismo še vsi. Tako da zdaj smo tako 2 plus 4, pa še enega za povrh, tako da jih imamo 7, ne? Družin, kot so Jakšetovi z več kot 6 otroci, je v Sloveniji le peščica. Leta 2021 jih je bilo po podatkih Statističnega urada manj kot 10%. Največ, več kot 1/3, je bilo družin z 1 otrokom. Smo prišla do točke, ki rečeva, da je pa približno dovolj. No? Ja, kombi je poln in čutva tudi na telesih, na obremenitvah vseh teh let, se je 15 let nabral, da je pač, da bo dovolj. Število rojenih otrok v Sloveniji se je v 100 letih več kot prepolovilo. Z nizanjem konkretnih številk pojasnjuje Barbara Bratuš-Ferk iz Urada za makroekonomske analize in razvoj. Če pogledamo daleč nazaj v leto 1923, smo imeli 40 000 rojenih, medtem ko jih je lani bilo manj kot 17 000. Se pravi, gre za več kot prepolovljeno število rojstev. To je Slovenija leta 2000. Toda rodnost, pripoveduje demograf in profesor z ljubljanske ekonomske fakultete dr. Janez Malačič, ni padla nenadoma z danes na jutri. To traja že vse od 80 let prejšnjega stoletja. Mi smo tle imeli že 20 let, ne? To se kaže tle v tem belem, ko se je od začetka 80-ih začela rodnost zmanjševati. Ne? Tle nam manjkajo v primerjavi s povprečjem z Evropo. Generacija z več kot 30 000 otrok, ki se je nazadnje rodila leta 1979, generacija z več kot 20 000 leta 2017. V zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja je prišlo do tega, da so mladi, ki vstopajo v družinsko življenje, v zaposlitev, v kariero in tako naprej, ne, so namesto v začetku 20 let najbolj intenzivno začeli rojevati proti koncu 20 let ali pa zgodnjih 30 letih in je prišlo do določenih strukturnih vplivov. Ne. Takrat je to vplivalo tudi na celotno število živorojenih, potem pa se to uveljavi kot neka norma. Celotna stopnja rodnosti, število otrok na žensko v rodni dobi, je bila lani 1,52, bistveno pod stopnjo 2,1, ob kateri bi se prebivalstvo naravno obnavljalo, a vendarle nad povprečjem Evropske unije. Zakaj torej tak precep med relativno visoko stopnjo rodnosti in nizkim številom rojenih otrok? To je pa zaradi tega, ker se nam število žensk v rodni dobi zelo zmanjšuje. Od leta 1997, ko se je začelo zmanjševati, do lani v bistvu znižalo za več kot 90 000. Se pravi, več kot 90 000 je manj žensk v rodni dobi, se pravi v starosti od 15 do 49 let. To je za okoli 18%. In tak trend, izpostavlja profesor Malačič, se bo v prihodnjih letih še stopnjeval. Ne bo več 10 in več tisoč žensk na leto prišlo na novo v rodno starost, ampak recimo čez 10-20 let morda samo 7 ali pa 8 tisoč.
Povečuje se, kažejo podatki, tudi delež žensk, ki se ne odločijo za otroka. Če so v generacijah rojenih v 50 letih skoraj vse rodile vsaj enega otroka, se je v generaciji rojeni med letoma 1975 in 1979 delež žensk brez otrok povečal na skoraj petino. 35-letna Mojca in leto starejši Jure Žaven sta zakonca in podjetnika, ki sta se odločila za življenje brez otrok. O tem govorita odkrito, brez zadržkov. Na začetku, ko sem bila še rečemo okrog 20 let stara, sem mogoče bila bolj naklonjena tej ideji, ampak zdaj, ko gledam za nazaj, mogoče sem bila bolj naklonjena tej ideji zaradi tega, ker je družba nekako narekovala, da je to, rečemo, neka naravna pot ženske. Potem, čez nekaj let, pa sem dejansko začela malo bolj kritično pristopiti k razmišljanju in sem ugotovila, da meni to ne ustreza oziroma niti ne čutim tega materinskega nagona, kot ga ostale ženske mogoče čutijo. Tako da sem se potem najprej pri sebi odločila, da jaz ne želim imeti, pol pa mislim, da sva se kar nekako dopolnila tukaj. Tako je. In pri meni je bilo enako s tem, da jaz na začetku niti nisem čutil te potrebe, da bi imel otroke, in se mi zdi, da sem nekako potem prišla do skupne odločitve. A predtem sta veliko razmišljala, premlevala, se pogovarjala. Na vsake toliko časa, ko sva šla recimo prijateljem na obisk, že imajo zdaj vsi otroke, vsi velike družine, vsakič, ko sva se vozila domov, sva imela debato, a je to nekaj za naju, a se vidima mogoče v tej vlogi, in se mi zdi, da vsakič sva prišla nazaj na isto ugotovitev, da ne, ampak ni bilo to recimo, ni bila odločitev iz danes na jutri, ampak je bila odločitev, ki je trajala res mesece, če ne celo leta. In kako so njuno odločitev sprejeli bližnji, družina, prijatelji? Sploh na začetku mislim, da je bilo dosti tega, da so recimo prijatelji, ker so še bila mlada, ko so začela v bistvu najino zvezo, so bili prijatelji, se si boste premislili, se še imata čas, sta še mlada, in mislim, da pol vedno, ko smo, ne vem, 5., 10., 15. povedala istim osebam, da so se pač drugače odločila, je bilo pa ono, ok, mogoče si bosta pa, vama ne bo žal, kaj če si pa pol, ko bosta starejša, mogoče premislita in vama bo, mogoče žal, da se nista prej odločila, ampak ja, to je bilo, kar se tiče prijateljev, družina pa... Družina pa recimo, moja mama je mogoče malo rabila, sem konec koncev najstarejša, tako da je malo rabila, da se je sprijateljila s to odločitvijo, ampak zdaj mislim, da čist popolnoma sprejema in ja, zdaj mislim, da so vsi okrog naju že sprejeli. Nizka rodnost demografsko sliko Slovenije obrača na glavo. Tako imenovana prebivalstvena piramida ima na mesto hruškaste oblike, kakršno imajo družbe, kjer je veliko mladih, obliko drevesne krošnje. Zakaj? Ker je danes starejši od 65 let že vsak 5. prebivalec Slovenije. Mladih, starih od 15 do 29 let, pa je le 15%. Leta 2060 bo starejših od 65 let že tretjina prebivalcev. Število starejših od 80 let se bo podvojilo. Nizka rodnost je neposredno povzročila hitro staranje prebivalstva. In v začetku ni imela vpliva še posebej na te velike sisteme, kot je zaposlovanje v družbi, trg dela, tudi pokojninska zdravstvena blagajna in podobno, dolgotrajna oskrba. Zdaj že nekaj let ta prenizka rodnost v zadnjih desetletjih v Sloveniji začenja kazati zobe. To je vrtec Mavrica v Brežicah. Prostora imajo za 420 otrok, v vrtcu jih je trenutno skoraj 100 manj. Pri nas se pozna ta upad že zadnji 2 leti. Letos smo začeli z 2 oddelki manj, torej 2 igralnici sta trenutno prazni, ki pa se bosta zapolnili med letom postopoma. Podobno še pojasnjuje ravnateljica Brežiškega vrtca in predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Silvija Komočar, je tudi v nekaterih drugih vrtcih po državi. Iz nekaterih okolij mi kolegi sporočajo, da zapirajo kakšne dislocirane enote, kjer je recimo obstajajo samostojni vrtci, ki imajo neko centralno enoto in potem številne razdrobljene enote po nekih zaselkih, kjer je staršem bližje otroka pripeljati v vrtec. O tem slišim, ja, da se zapirajo te enote, ki imajo, ne vem, po 1 ali pa 2 oddelka, ker enostavno več ni racionalno na ta način organizirati delo v vrtcu.
Septembra je bilo v vrtce vključenih 77 tisoč otrok, skoraj 6 tisoč manj kot pred letom. Število oddelkov se je zmanjšalo za 200. Projekcije kažejo, da bo čez 5 let v vrtcih 14 700 prostih mest in kar 648 praznih igralnic. Vse več starejših pomeni vse višje izdatke za zdravstvo, nego, dolgotrajno oskrbo, pokojnine. Če zdaj zanje namenimo dobrih 10% bruto domačega proizvoda, bomo leta 2050 že skoraj 16%. Na drugi strani se vse manjše generacije mladih že leta kažejo na trgu dela. Zdaj nekaj blažimo s tem, da se nam veča stopnja aktivnosti, predvsem starejših, ker smo bili na repu Evropske unije. Malo bi lahko ublažili, verjetno tudi s tem, da bi mladi šli prej na trg dela. Trenutno pa to kratkoročno, oziroma tudi na srednji rok rešujemo z migracijami. Med več kot 900 tisoč delovno aktivnimi je danes več kot šestina tujcev. A odvisnost od priseljencev, ki se bo v prihodnje še povečala, ima številne pasti, opozarja Janez Malačič. Pokazalo se je, da bi bila dejansko imigracija, potrebna imigracija tako velika, da domače prebivalstvo iz političnih in podobnih razlogov ne bi bilo pripravljeno podpirati take politike. Tega se, kot kaže, zaveda tudi vlada, zato še vedno stavijo predvsem na sicer že močno izpraznjen balkanski kadrovski bazen. Če ne bomo imeli pametne politike integracije in če ne bomo previdni pri tem, koliko tujcev in iz katerih področji sveta lahko prihajajo, bo to pomenilo tudi precej drugačno sliko države nasploh. Zato pri migracijah vodimo previdno in konzervativno politiko. Slovenija ima, to potrjujejo tudi tuje raziskave, relativno dobro urejeno družinsko politiko, starševski dopust, otroški dodatek, subvencionirane vrtce, dodatke za velike družine, pojasnjuje direktorica Inštituta za socialno varstvo Barbara Kobal-Tomc. Kljub temu pa, dodaja, so možnosti za izboljšave. Ena je ta, da bi zagotovila pravzaprav lažji prehod v odraslost, če tako rečemo. Tukaj imam predvsem v mislih stanovanjsko politiko in tudi nenazadnje plačno politiko. Se vemo, da mladi, sploh recimo v javnem sektorju, ko začnejo svojo službo, imajo res izredno nizke osebne dohodke. Druga stvar je ta, da bi še naprej v bistvu spodbujala enakost porazdelitve dela v družini med spoloma. In pristojni minister? Imeti otroke v Sloveniji z materialnega vidika ni problem. Ti država tudi marsikje pride nasproti. Problemi so po mojem predvsem v tem, da smo 30 let zanemarjali stanovanjski problem in pa, da smo imeli generacije, tudi jaz sem taka generacija, ki so do konca 20 let bile v nekih prekarnih situacijah. Šele potem smo se začeli postavljati na noge in s tem smo tudi v bistvu precej časa za imeti otroke zamudili. Težava so torej še vedno stanovanja, o tem govorimo že leta. To izpostavljata tudi zakonca Jakše. Cene nepremičnin so zgodovinsko podivjale in niso v nobenem skladju z povprečno slovensko plačo. Hkrati pa ni možnosti za tiste ljudi, ki bi želeli neprofitna stanovanja ali pa neprofitna najemniška stanovanja. Ko mi dejansko sva stisnjena v kot in nijava neke rešitve. Predvsem to, da kredite, ko imaš več otrok, enostavno nisi več kreditno sposoben, čeprav bi lažje odplačeval kredit, kot pa recimo najemnino. Trenutno imamo to srečo, da lahko živimo v zgornji enoti pri tastu, ampak to ni dolgoročna rešitev. Se pa na drugi strani zavedava, da prevzemamo polno odgovornost in bo poskrbela, da teh 7 ust pride do kruha, z ali pa brez pomoči države. Nizka rodnost še zdaleč ni le slovenska težava. Tako je domala po vsem svetu, razen v podsaharski Afriki. Svet se je drastično spremenil. Časi so precej bolj temni, pripoveduje 77-letna Bogdana Herman, upokojena profesorica slavistike, pesnica, pevka. Ko sem jaz rodila, sem imela 26 let približno. To je že en podatek, ki veste, da se ne ujema več z današnjim. Danes rojevajo ženske praviloma pozneje. Drug podatek je pa mogoče najbolj pomemben. To je res podatek,
da smo mi rojeni leto, 2 ali 3 po drugi svetovni vojni, videli pred sabo vse, samo ne razdora, ne pomankanja. Ja, takrat je bila prihodnost veliko svetlejša, kot je danes. Čeprav, priznava, še zdaleč ni bilo lahko. Ko sem se jaz poročila, nisva imela stanovanja, stanovala sva pri enih starših in prav dosti naju to ni obremenjevalo. Veselila sem se tega svojega otroka neizmerno in takrat res nisem razmišljala, ne kako bova živeli, ne kje bomo, ne ali bom imela službo. Nič od tega me v resnici ni skrbelo. Precej so se spremenila tudi družbena pričakovanja glede vzgoje in skrbi za otroke. Otrok je postal projekt, ni postal nekaj, kar pač ga imaš, kar se pričakuje, ali pa to, ne vem, neka delovna sila ali kakorkoli, ne? Ampak starši res veliko vlagamo, ne? Imamo velik delež, ne samo sredstva, ampak tudi časa temu namenjamo. Tako da nek ta otrokocentričen pogled pravzaprav na otroka v sedanjih, v sodobnih družbah je ključen za to, da se v razvitih državah ljudje pač odločajo za enega, 2 otroka. Projekcije kažejo, da bo svetovno prebivalstvo sedanjih 8 milijard v 3 ali 4 desetletjih naraslo na 11 milijard, na to pa začelo upadati. V Sloveniji bo, če se bodo ti trendi nadaljevali, ob koncu stoletja živelo le še 1,6 milijona prebivalcev. Mislim, da je treba živeti z tem demografskim stanjem, ki ga imamo, in nekako to potem korigirati oziroma prilagajati do druge dele družbe. Jaz mislim, da povečanje rodnosti skoraj, po mojem mnenju, ni realno. Svet bo torej v prihodnje precej drugačen, manj poseljen, predvsem pa bistveno starejši. Mislim, da je za delanje otrok precej pomembna tudi ljubezen, brez razmišljanja o tem, ali imam štalco ali je nimam.